Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. To odkrivamo teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat o sodobnih načinih dvorjenja med moškim in žensko, o zmenkarijah, pa tudi o maminih sinovih in očkovih princeskah. Z menoj je Milena Pleško, pozdravljeni. Pozdravljeni. Prihajate iz odvetništva, potem pa ste zaradi primerov, ki so se vam tam postavili, postala edina certificirana agentka za zmenkarije oziroma za iskanje potencialnih partnerjev. Kako je prišlo do tega, kaj se je zgodilo? Ja, nekako na tak način, da sem tam zaznala neke ljudi, priložnosti, ker sem videla, da lahko samo doprinos ljudem tudi s tem, da jih povezujem, ne samo, da pomagam pač pri razvezah. Ugotovila sem, da v bistvu je to v Evropi že utečena dejavnost, šla v Angliji, dobila koncept in res s to certificirano agencijo nastopila na slovenskem trgu. Zelo lepo delam tudi zdaj že na hrvaškem trgu, kar mi je izredno v ponos, ker je bazen ljudi večji, ljudje mi zaupajo in mi tukaj sledijo. In način povezovanja je pač bolj varen, bolj primeren za ljudi, ki si ne želijo izpostavljati na spletu ali pa morda se bojijo teh spletnih aplikacij, mogoče kakšnih zlorab. Prišlo je pa dejansko tako, da ko se je nekdo pač ločeval, je bil razočaran, prizadeta in da je takrat vse mi je pobrala, kje nekoga spoznam, nimam nobenega, vse mi je vzel, vsi prijatelji so šli z njim in sem jaz potem že tam začela predstavljati in povezovati neke pare, ki so še... Ločence. Ja, prvič so se najdeli v neki isti bolečini, so si bili mogoče lahko vsaj v podporo, nekateri so še danes skupaj, tako da sem zelo vesela, da me je ta pot zapeljala v to smer. In potem, ko sem skočila v ta matchmaking, so me določeni kar malo čuden gledali, kam pa zdaj, ampak zdaj po 8 letih zelo sem ponosna na to in zelo sem vesela vseh naših lepih novih zgodb. Super. Morda začnimo na začetku, torej pri ločitvah. Zakaj se ljudje tako pogosto, vedno pogosteje ločujejo? Kaj so tisti vzroki? Mislim, na splošno se ljudje ločujejo zato, ker je življenje lahko in lepo, ne? Se več tako zelo močno ne potrebujemo. Predvsem potem v teh zvezah meni je prvo in najbolj pomembno pomanjkanje komunikacije. Enostavno iz pomanjkanja komunikacije pride pa do nespoštovanja, potem pride celo do preziranja, načini reševanja z nekimi obrambnimi mehanizmi ali pa mogoče kakšne te tišine. Enostavno privedejo, da se zaveš, da je življenje prekratko in da si ne želiš v tem nekem odnosu vztrajati, ker je ogromno enih priložnosti danes, kaj ne? Pa to pomeni, da potem nov odnos bo boljši ali spet naredimo enake napake? Ja, jaz vedno trdim, da za odnos kakršenkoli sta potrebna dva, a ne, pa če ne bo to z branjevko, s trgovko ali pa z, slikopleskarjem. In tudi v odnosu, kjer nekaj ni okej, se meni zdi najbolj potrebno, da pogledamo, kje mi lahko kaj popravimo, nadgradimo, kaj lahko naredimo. In če se da delamo na tem že v odnosu, a se potem razidemo ali ne vem, pač odvisno od situacije, ali pa potem, ko se razidemo, res fajn, da ne postavimo kar nekoga v iste čevlje, ker se nam bo stvar ponovila, ker mi nismo nekih stvari predelali, kjer bi mogli vase pogledati pa mogoče kaj spremeniti, da bi mi sami bolj uspešni. Rekli ste, življenje je ratalo lahko in tako prijetno, fletno, niti se ne rabimo več povezati tako kot včasih, pa sem si spomnila, pred kratkim sem poslušala en podcast ene biologinje v Veliki Britaniji, ki je rekla, da ravno zaradi tega, ker pač se imamo tako luštno, ko smo samski, a ne, tudi ženske pač smo seksualno revolucijo pač postale bolj odprte do vsega, se tudi moški po drugi strani ne želijo zavezati, kajti če sem večkrat vulgarna, če ta ne bo dala, bo pa neka druga in nimajo več v bistvu želje po poroki, po neki zavezanosti. Je to res? Mislim, tle sigurno prihaja do teh momentov, smo pa zdaj že šli iz tiste dobe vsak z vsakim pa vse probati, ker enostavno smo socialna bitja in smo že po teh osnovnih željah, zahtevah in potrebah si želimo nekoga imeti
zvečer na kavču, z nekom biti v dvojini, v skupnostih, tudi družine nam ogromno pomenijo. Tako da sam biti neko obdobje sigurno je fajn, ali pa kvalitetno sam biti je boljš, kot biti v slabem nekem odnosu. Jaz pa mislim pa, da nam ni bolje biti sam, kot v kateremkoli odnosu. In v tem delu mogoče ljudje prevečkrat zamenjujejo, a veste, kako je to, sonce vedno lepše sije z drugega brega, ne? Ja, tebi je super, ko si samska, koliko je tebi fajn, ko si poročen, vsi iščemo tisto, kar nimamo. To lagodno življenje nam pa omogoča, da lahko sami lažje preživimo. Mislim pa, da je vsem lepše v eni kvalitetni dvojini. Pa potem, ko pride do tega, da se odločimo, da želimo neko zvezo, ko danes pač imamo več možnosti, ko nismo samo, ne vem, kot pred 100 leti si predstavljam, so bili omejeni na tistih nekaj partnerjev iz vasi, danes potujemo in poslovno in zasebno, imamo online zmenkarije, tam mnoštvo nekih potencialnih partnerjev. Kako se sploh odločiti? Je to težje verjetno kot ko? Ja, to je pa danes tako, tle sta res dva momenta. Na začetku je bilo dejansko tako preprosto. Moški je imel tam eno vas, eno malo mesto, sprehodil se je čez trg, tam je bila 1, 2, 3, pa jih je bilo 10, za eno se je odločil in to je bilo to. In ni dvomil v svoj izbor. Potem je pa prišla ta doba digitalizacije, svet si je na dlani, takole si v Ameriki, takole si kjerkoli hočeš, tudi spoznavaš ljudi prek spleta hitreje kot v živo sploh. In tle pa pride do tega momenta, da je pa izbire preveč. Ker ko pa mi imamo preveč izbire, in to jaz mislim, da je tudi izziv pri spletnih aplikacijah, ko pa imamo preveč izbire, pa začnemo dvomiti v svojo samozavest, nam načenja se mogoče naša lastna samopodoba. A sem se prav odločila? Kaj pa, če bo jutri en drug prišel? Začnemo dvomiti v svoj izbor, nismo najbolj sigurni, če sem na aplikaciji, kdaj naj jo pa zdaj zaprem, kaj pa, a je ta prav, a je ta prav, kaj pa, če temu malo manjka, pa ta bi bil pa lahko drugačen, ker je zdaj življenje tako zelo lahkotnejše. Gremo mogoče v neke ekstreme pri željah, ki jih imamo pri nasprotnem partnerju, in se nam je enostavno res zelo težko odločiti in je izbor, prevelik izbor, mogoče celo prekletstvo. Vi niste zagovornica spletnih aplikacij, pravite, da morda včasih še so bile za kaj dobre, danes pa naj se jih raje ljudje, ki res želijo partnerstvo, neko pač dolgoročno stabilno izogibajo. Zakaj? Domov nihče ne potrka. To je dejstvo. Nihče ne bo priletel s padalom na balkon. Jaz sem tukaj, princi na belih konjih in tako naprej so v pravljicah. Nimam nič proti nobenem načinu spoznavanja. Moramo biti pa za vsak način spoznavanja pripravljeni in postavljeni za to. Se pravi, če gremo mi na eno aplikacijo, kjer zdaj se že ve, ogromno govori o tem in ghostanju, in ljudeh, ki tam polnijo, ne vem, svoje duše, svoje samopodobe, svoje potrebe po pozornosti, moramo biti postavljeni, moramo biti samozavestni, samozadostni, moramo vedeti, kje so meje, moramo sebi toliko zaupati, da tudi, če nam nekaj paše, rečemo, 14 dni je minilo, dajva se srečati. Nima časa, ne more, dovolj je. Tudi če je super, pa po sliki izgleda super, pa če zelo dobro piše, mi moramo imeti prav načrt za aplikacije. Če nekdo po nekem obdobju se ne želi z nami srečati, če nekdo ne želi nadgraditi nekega partnerstva v pisnega, potem je to za mene rdeča lučka in se je treba posloviti. In zdaj, če pa oseba na drugi strani osamljena, sama, nikogar nima, zvečer se je prej dopisovala s to osebo, seveda, da je težko prekiniti pa reči ne. In zdaj na ta račun živi ogromno enih iluzij. Se ustvarjajo iluzije in živi ogromno enih narcisoidnih ljudi, manipulativnih ljudi, ki se hranijo s to empatijo in z osamljenostjo drugih ljudi. Kaj pa recimo drugi načini spoznavanja v živo? Včasih so bila pravila zelo jasna, videlo se je, kako moški dvori, kaj se za žensko sme, danes pa je to se tako postalo. Ja. Vse je dovoljeno, kako sploh vedeti, kako se vesti.
Zelo težko. Danes je težko, svet se je spremenil in se spreminja. Vsi smo zmedeni, boste pa mene vedno slišali zagovarjati zelo moške, zato ker ženske smo se zadnjih 100 let, pa malo več, borile in za pravice in za vse. In smo si ustvarili skupnosti in si tam pomagamo in se tam podpiramo in se tam spodbujamo. Moški so pa seveda prišli svet, ki stoji na te moški energiji, v te svoje energiji, tekmovalnosti, lovc, se ne pogovarjajo. Zdaj šele so neke podporne skupine moškim. Ni bil vzgojni vzor, da moški lahko deli težave, da je moški lahko romantičen, da je moški komunikacija najbolj pomembna, ne pa, da se ne pogovarja. Ne. Se spreminja, počasi se spreminja. Ženske smo pa tako daleč prišli, da zdaj od moških ogromno pričakujemo, nismo pa več tiste nežne ženske, ki samo podpirajo, pa v hicu, kdaj rečem, malo ubogajo. Čeprav si v resnici želimo moškega, ki nas bo vodil, pa velikokrat tega ne znamo spustiti in narediti. In potem jaz slišim moške, ki mi razlagajo, pa saj ves čas poslušam, da nas ne rabite. In zakaj bi pol bil pa potem, ne vem, sliši komentar, ja, pa saj zvečer za poddekco si pa želim nekoga, pač dobi komentar od ženske. In on meni reče, da ne si kužka kupi, ne, sej. In enostavno so čas so bile jasne vloge in je bilo jasno, kaj mora kdo narediti. Danes je te vloge zabrisane in enostavno ni jasno, kaj se od koga pričakuje. In enkrat prinese rožo je kregan, drugič prinese rožo je super. Ne vem, zato jaz pravim, da v današnjem času. Ali pa odpre vrata, pa mu rečejo, da saj nisem invalitka, zdaj se lahko sama odpre. Jaz, ki svoje stranke pripravljam na zmenke, prav rečem, prosim, pustite moškemu, da vam plača. Da vas, ne vem, da vam kaj lepega lahko prinese, jaz ne vem. No, ampak kar rečete plača, ravno znanka kolegica dobra je bila zelo razočarana, ko je moški povabil na večerjo, sam izbral restauracijo, bila je zelo draga, na koncu pa pričakoval, da se bosta račun delila. In potem je bila to neka mesečna razprava v različnih skupinah, ali je to nov način, primerno, da nekdo povabi, sam izbere, potem pa ne plača. Ja, o tem smo govorili, da je to star način funkcioniranja in komuniciranja in da danes smo vsi skupaj zmedeni in da je treba o tem prej skomunicirati. Zoprno, zelo zoprno, nenavadno. Ja. Nič romantično, ampak je treba skomunicirati. Zelo danes pač težje najdemo, res smo si zelo različni. Tudi meni je čudno, da bi jaz poznam ženske, ki pričakujejo, da si bojo tak račun delile. Meni je to čudno. Ne? Mogoče je on prišel iz nekega zmenka, kjer je ona rekla, kaj si pa ti misliš, da si jaz ne moram sama tega plačati. Ne? In je rekel, no, naslednjič bom pa, dajva si deliti. Ali pa moški res nočejo z nami tekmovati. Me pa to kar velikrat delamo, čeprav se tega ne zavedamo. Zakaj prihaja do tega? Je to neka zatrta tekmovalnost v ženske, neko dokazovanje ali kaj? Jaz to bolj vidim kot vzgojni vzorc, kjer so mame zelo veliko same vzgajale in v preteklosti, zdaj se to resnično, hvala Bogu, popravlja, so očetje prisotni, so aktivni, se je spremenil zakon, da otroci velikokrat vidijo, da so v stiku s svojimi očeti in imajo tudi potem to moško vlogo. In enostavno neka deklica je doma gledala mamo, ki se je borila in pride iz tega, vse moram sama, noben mi ne bo pomagal, če ne bom sama, noben drug ne bo. In tudi, ko ženska ostane, pa kot smo govorili, več teh razhajanj, ko ostane ena ženska sama, pa mama, pa ima službo, pa otroke, pa je sestra, pa je prijateljica, v tem delu se mora organizirati, se mora strukturirati in seveda, da če njej žaranca ne gori v stranišču 3 mesece, da jo mora se naučiti zamenjati. Nismo glih navajene, da prosimo za pomoč, ker tega vzgojnega vzorca nismo imeli. Zdaj se to več govori o tem, ampak je res težko sprostiti, ker v vseh vlogah, ki jih imamo, da dan preživimo, moramo biti organizirane, če ne pa, mogoče smo celo družbeno nesprejemljive, pa nimamo posesanj, pa nas družba obsoja, pa smo spet pri tem,
zakaj nam je to toliko pomembno. Ampak jaz menim, da ko pride v eni družini, ne vem, pa recimo par dobi otroka. In potem zdaj treba je uskladiti te vrednote, treba je uskladiti te, kako vzgojne, skomunicirati, in če ni veliko komuniciranja, zdaj pa otrok vzame veliko časa, vsak ima ta svojo službo. Potem ženska se organizira, ker ona more, ne? Pa delam krivico vsem očetom samohranilcem in absolutno je na drugi strani enako, ampak eden more, in če se tega ne skomunicirata in ne razdelita, potem postavi še ta partnerja zraven otroka in ima v bistvu, a ne 3 otroke. In potem se pritožujejo, da partner ne igra neke vloge v družini in je dejansko ta ženska pol prisiljena imeti 3 otroke in ta moški ni v moški energiji in se izgubi ta del in ženska mora potem taka biti, vse moram sama. Zaradi tega tako prihaja, ker niti ne zna spustiti, da bo moški pa mogoče nekaj slabo naredil ali pa narobe naredil, ali pa ker bo preveč počasen. In potem prihaja do tega, da ženska hitreje naredi vse sama, hitreje pride do tega, da se izgubi v tem da ne more biti več ženska taka, ki si jo pač ta moški želi. In ta moški si želi, da ga ženska rabi. In če ga ženska ne rabi, ne vidi, kaj tam dela, razen da z njo tekmuje. Tako da ta tekmovalnost prihaja iz načina življenja, iz pričakovanj družbe, iz pričakovanj samega do sebe, da bi pač pustile vlogo moškemu in bi bile lahko tudi ženske in pač ne bi bile take, kot mogoče okolica pričakuje. In se že takoj na začetku na zmenkih to dobro vidi, kdo v bistvu zna malo popustiti in videti tisto v moškem. Prej ste omenila to vodenje, pa se niti ne znam dobro predstavljati, kaj je tisto, kar naj bi ženska potrebovala od moškega, da vodi, na kakšen način. Jaz nekako vidim tako, a ne, da seveda danes smo absolutno lahko razdelimo si vloge enakopravni, na nek način. Se pravi, super je, da obadva skupaj lahko tudi skuhata, super je, da, ne vem, tudi lahko ona pokosi, seveda, zakaj pa ne, ampak če to skomunicirata in se spoštujeta, potem se v bistvu lažje razumeta, recimo, da si jaz želim, da mene moški vodi, pa da si želijo neke ženske, da jih moški vodi, pol moram jaz pustiti temu moškemu, da me vodi, tistim, ki si jaz želim, ki sem si ga zbrala, in če mi tam ni kaj všeč, potem moram z njim skomunicirati, kaj si želim, ampak to še ne pomeni, da mora on tako delati. To pomeni, da sem jaz njemu izrazila, kaj si želim. In potem od tam naprej graditi, če on tako ne dela, kot si jaz želim. Zmotno je neko prepričanje, da tudi če skomuniciramo, mora nekdo nekaj tako narediti, zato ker si samo mi to želimo. In voditi pomeni, da pustimo moškim, da so svoji, da delajo napake za nas, da živijo po svoje, da če on reče, da če nekaj predlaga, gremo tja, čeprav nam mogoče ni najbolj okej. In da kadar nam nekaj ni okej, nam je pomembno, skomuniciramo na način, kjer povemo, kaj si želimo sami, ne pa da on narobe dela. Imamo pa primere, kjer lahko ženska vodi, pa super funkcionirata, pa to ni zato ona baba dec, ne, ampak enostavno ona bolj v moškem energiji, strukturirana, organizirana, bo urejena, mogoče bolj podporen, pa bo, ampak ti ta par vidiš, zmeraj vidiš moškega, ne vidiš tam zdaj, ne, tako, ko se dostikrat kdo hecajo, je poženščen, ne, samo razdelita si te vloge tako, in se mi zdi, tako, da se v bistvu obadva slišita, razdelita si vloge, da si pomagata, predvsem pa, da se spoštujeta. In enkrat, ko gre spoštovanje, je težko zgraditi karkoli. Vrniva se še malo na spoznavanje in morda na mlajše generacije, na mladino. Vi tukaj opažate nek zanimiv trend, da je veliko mladih precej dezorientiranih, kako se sploh vesti na zmenkih, da je to, ste že prej omenila, mogoče posledica tega življenja v enostarševskih družinah, kjer so pretirano navezani na skrbnika, ali pa tudi ne, preprosto prevelika navezanost na starša, ki se nam je pač v tem svetu. Tle imamo 2 momenta, res. Eden je to, da se starši ločujejo in podzavestno zamenjujejo otroke za svoje partnerje, se pravi, z njimi tako ravnajo kot svojim partnerjem in se do njih tudi tako vedejo in od njih tudi pričakujejo stvari, kar
otroka, najstnika, kakorkoli tudi odraslo osebo, popolnoma zmede. Enostavno ne ve, kaj je njegova vloga v življenju in kakšna je sploh vloga nekega, njegova vloga v nekem partnerstvu, ko enkrat do tega pride. Je pa to zelo težko, tudi sama vem, sem mama 2 najstnikoma in vidim, kako moram zelo paziti, da nisem jaz njihova neka bestička pa prijateljica, da ohranjamo meje, pa smo zato lahko spoštljivi in seveda imamo prijateljski odnos. Vem, da je to zelo težko in se je treba tega kar zavedati in paziti. Mi, odrasli starši, moramo pri tem zelo močno paziti. Drugi del, ki se pa zdaj zelo močno dogaja, je pa, da nam je ta doba digitalizacije, pa sploh pa korona, nas je umaknila za te ekrane, kjer včasih si mogel se izpostaviti, pa nagovoriti punco, nagovoriti fanta, iti v njegovo nek intimni prostor, da si se pokazal, da obstajaš, in si bil lahko tudi zavrnjen. In zdaj, malo teli ekrani umikajo to dobo, mislim, umikajo to zavrnitve, prej se že zasiguraš, da si nekdo, da si nekomu všeč, veliko pohval dobiš. Ta del je tako res ena past, ker potem v nadaljevanju zdaj vsi komunicirajo z dopisovanjem. Marsikdo pride do neke faze, tako kot smo prej govorili, potem pa se ne gre na srečanje, se boji, da ne bo dovolj dober, se boji, ve sam, da je svoj digitalni jaz tako priredil, da tam v resnici se neka punca, ki ima 15 kg več, kot je tam pokazala, ali pa nekdo, ki ne vem, z neko telesno hibo. S telesno hibo, ali ima plešast, pa v resnici ni, ali pa mislim, da ima tam še lase, ali pa da v resnici, ne vem, ali pa da je nekdo visok 180, pa v resnici pa 160, se pravi, in se ne upa, ampak še zmeraj si pa delno zapolne to svojo potrebo po socialni bližini, vsaj čez ekran. In ker ni tega srečevanja v živo, ker se v živo ne spoznavajo, ker v živo ne komunicirajo, prihaja do pomanjkanja socialnih veščin. In še dlje prihajamo v čase, kjer so, zdaj pa če tole oboje združva, kar sva prej govorili, da je mladim doma dobro, da nimajo niti želje, niti potrebe, da grejo od doma, jim niti ni hudo. In če združiva to, da so brez močnih socialnih veščin, prihajam do tega, da imamo mlade pri 30-ih, 35-ih, ki niso imeli ne partnerstva, ki niso bili še intimni, niso imeli spolnega odnosa. Potem jim pa začne trkati na vrata želja po družini. Se pa vse to spraviti pod kapo samo z enim zmenkom je pa pač res velik izziv. Tako da pač tukaj zelo močno izobražujemo, učimo, podpiramo, nudimo neka okolja, kjer lahko, če želijo, se tukaj izobražujejo. Včasih je veljalo, da so ravno se pravi ta spletna orodja za tiste, ki nimajo teh socialnih veščin, ki morda pač niso najlepši, najpametnejši, tako nek stereotip je vladal. Danes pa ravno obratno sem prejšnjič zasledila, da so na Tinderjih in podobnih samo še uspešni oziroma pridejo do nekega zmenka, srečanja v živo samo tisti, ki so najlepši, z dobrimi zaposlitvami, ki imajo veliko nekih dejavnosti, ki jih počnejo. Ja, to je zdaj absolutno posledica tega, da je to zdaj že nekaj časa prisotno in ljudje so se naučili zlorabljati, jaz temu grdo rečem vojni dobičkarji, so se naučili zlorabljati pač splet. In zdaj, ali znajo dobro prirediti svoje fotografije, ali res dobro izgledajo, pa si tam to svojo potrebo po pozornosti zelo močno zadovoljujejo. In v bistvu žrtve so pa ravno te, o katerih sva pa govorili, ki niso mogoče toliko zelo družbeno dobro, po družbenih normah dobro izgledajo, situirani, in ki si pač na ta način iščejo partnerja, vsak si želi osebo, ki njemu všečna, vsak si želi osebo, ki je komunikativna, vsak si želi nasmejano, pozitivno osebo. In zdaj, če te nekdo preko pisanja o tem prepriča navduši, se prav to so pa te, ki so v tem dobri, ki imaš izjemne moške, pa izjemne ženske, ki pač niso glih pišoče neki dobre, pač niso tak tip. In veliko težje pridejo do zmenka, veliko težje pridejo do ali pa že niso fotogenični velikokrat. In
se pravi, ta način spoznavanja ljudi, spoznavanja je pač enim zelo dobro pisan na kožo, drugim je pa neprimeren. Ker v živo pa smo zdaj, se mi zdi, no, vse tako opažam, ne vem, povejte vi, v lokalih ali pa, ne vem, na kakšnih koncertih, je to, da bi nekdo pristopil, kar izginilo, kar ni več primerno, da bi nekdo nekoga, ki ga ne pozna, ogovoril. Ja, malo je tukaj zaradi strahu pred zavrnitvijo. Dejstvo je pa, da zaradi pomanjkanja socialnih veščin, dejstvo je pa, da je lažje za ekrani in v živo je res veliko težje. In zdaj ženske malo pričakujejo, da bi moški so zmedeni, nesigurni, niti ne vejo, kaj si želimo. In tudi jaz spodbujam, si želim, da moški ostajajo v tej energiji lovca, da pristopijo, da govorijo. Tako da moški učim, da ne pač vseeno opazujejo, če se ženska z njimi spogleduje. Spodbujam ta strn način spoznavanja, da opazuje, če mogoče pride malo bližje, pa da vseeno probajo na nek način jih malo govoriti, se ne mogoče glih, ali pa saj spoznati. Ker se mi zdi, da tudi pol, ko pridejo na zmenke, če se online spoznajo, se ne znajo pogovarjati eni, ne vejo, kaj bi tam rekli, ne vejo, o čem bi se pogovarjali, se bojijo, a bojo dovolj dobri, a ne bojo dovolj dobri, a bojo ustrezali zdaj pričakovanjem, ker z nekom je zdaj tipkal en mesec, a bo zdaj ustrezal tem pričakovanjem, ki si jih je oseba na drugi strani že dvignila, ne? Ker če si jaz nekom dopisujem en mesec, jaz imam neko sliko. Tudi, če sem videla neko fotografijo tam. In potem, ko to v živo pride, če ni tiste energije, če ni enakega ujemanja, kot je bilo pri dopisovanju, stvar zvodeni. Ja, meni se zdi, jaz, kot sem prej že omenila, sem bila nekaj let nazaj aktivna na teh aplikacijah, pa je bila realnost vedno popolnoma drugačna od dejanskega stanja, predvsem v tem, da se z nekom pisno ujameš, lepo komunicira v živo, pa je pravzaprav prazen, ne zna povedati, ne zna razložiti in potem kar veliko razočaranje. In obratno, ko kasneje, ne vem, nekoga spoznaš in si videl, da si ga swipal v napačno stvar, zelo lušten fant na slikah, pa... Samo ni pač pišoče tako dober. Ja, in niti na slikah, niti ni znal izbrati primernih slik in tako. Tako da je res ta neka diskrepanca pač ogromna. Mislim, tukaj je res to kar velik izziv. Ker enostavno, kako prebrati, razen če res greš v začetka, pa vse. Pa vsem daš priložnost, kar je pa ogromno enega časa, moraš biti zelo previden, ogromno enih pač zlorab, neiskrenosti. Tako da seveda, na začetku sem rekla, treba se je zavedati, da so online aplikacije, kjer se tipka, da so tam ljudje, ki dobro tipkajo in znajo dobro uporabljati internet. Ljudje, ki niti nimajo časa za tipkanje, nekdo, ki res dela, ki se mu po prvi svoje nada toliko tipkati. Ljudje, ki niso pišoče toliko dobri, kot so mogoče pa verbalno ali pa z nastopom, z govorico telesa, z energijo, kar nam zelo mogoče paše v življenju, jih tam ni, tam jih ne bomo srečali, moramo imeti res izjemno srečo, tam bomo srečali ljudi, ki dobro pišejo in znajo sebe dobro predstaviti, prodati. Seveda to ne pomeni, da nimajo mogoče nekateri drugih vrlin, ampak tistega, ki slabo piše in tistega, ki nima časa za tja, ne bomo spoznali. To je pač 30% ljudi samo. Potem pa tudi, če ga spoznaš, še pogosto zgodi, da po nekaj zmenkih oseba izgine, neha odpisovati to tako imenovano ghostanje. To je nek rak današnjega časa. Tako nespoštljivo je to ghostanje. Oseba ne premore dovolj empatije in sočutja, da bi ti rekla, meni je žal, jaz si ne želim s tabo več videvati. Torej, zadostuje en stavek, beseda, nasvidenje oziroma... Bodimo pošteni. Karkoli ti oseba reče. Zavrnitev boli v vsakem primeru. Ampak karkoli ti oseba reče, je več kot nič. Ko zgine. Ker ko nekdo zgine, ti ne veš, kaj si narobe naredil. Lahko se je njemu nekaj zgodilo, ne veš, kaj si narobe naredil. Ne veš, kaj moraš drugič spremeniti. Ne veš, kaj je narobe s tabo.
ne veš, kaj mu ni bilo všeč, ne veš, in vse na sebe projiciraš, čeprav v resnici s tabo ni nič narobe. Kje pa je ta meja, recimo, ne vem, že po nekaj sporočilih ali kako, kdaj, ker, a ne, če damo priložnost vsem, je tega pač ogromno. Mm, Kdaj pride pogovor na tako raven, da lahko rečemo, ok, zdaj pa moramo ti osebi razložiti, da nam pač ni več všeč in da zaključimo z njo, ker, a ne. v trenutku, ko se zaveš, da se tukaj nekaj ne želiš romantično nadaljevati, rečeš, jaz tlele vidim, da Se velikokrat so pogovori zelo neki, tako zelo površinski oziroma niti ne gredo v neke Aha, govorimo še pred globine. srečanjem. Ja, Aha. Ja, pred srečanjem je to zelo težko, ne, zato ker nekomu se je nekdo drug, ljudje tam tipkajo z večjimi in nekdo drug se je lahko samo bolj pojavil, a ne, pa se pol ta oseba pojavi spet čez 2 meseca, kaj tam videla, da tam ni šlo. Kle, zelo težko pri tipkanju. Jaz nekako svetujem, da se iz tipkanja čim prej, največ 2 tedna pride v osebno srečanje, in če do tega ne pride, tudi če je še toliko super, pa če ni vzadaj nekega interesa ali pa vsaj telefonskega klica, video klica, ker pač vsak odnos mora napredovati. In če si ti 3 tedne, 4 tedne z nekom tipkaš, če res ni nekdo v Ameriki, pa da je pač v Sloveniji ali pa da sta oba na istem kraju, je potem nekaj narobe. In je treba iti na osebno srečanje, na osebnem srečanju pa potem hitro vidiš, a bi se spoznaval ali ne, in pol preideš v neko prijateljstvo. Pričakovati, da bo iz tipkanja nekdo rekel, jaz se pa s tabo ne vidim, vsak bo rekel, pa se me sploh ne poznaš. Tam pri tipkanju je prvi cilj, da se srečaš, slišiš po telefonu in da potem vidiš, da ti oseba ustreza ali ne, in od tam naprej nadaljuješ spoznavanje, če si ga želiš. In tam se pravo delo šele začenja. Kaj so tisti izzivi? Meni najbolj zanimivo, da ljudje tako zelo iščejo, si želijo nekega partnerja, neko partnerko, in potem, končno, ne, ker je danes to res težje, nekoga spoznajo, srečajo, zaigrajo metuljčki, pride do parih lepih zmenkov, ne, oni nekako, da se vam usedejo pa rečejo, ok, zdaj pa nisem več samski, ne, ampak v bistvu kot ste rekli, takrat se pravo delo šele začne, takrat se je treba pogovarjati, komunicirati, nič pričakovati, seveda si želiš neke stvari. No, ampak to nič pričakovati, to je tako zelo... Ja, kada ne bi pričakoval, da bo voda topla zima. Ja, mislim, da še predvsem ženske smo tukaj take, da pri vsakemu vidimo že poroko in si slikamo. Ja, na začetku smo ženske kar hitro se vnamemo. Fajn je, če se... Bolj, ne, kot moški. Moški se mi zdi, so bolj previdni, potem ko se morda dalj časa kot ženske. Ja, tle smo glih obratni, ne, ženske se ker smo notranje, ne, se v teh notranjih odnosih se hitro vnamemo, hitro si želimo, hitro vidimo tisto našo prihodnost z nekom, ne. Moški so pa, in to je ženska energija, ne, moški so pa bolj zunanji, ne, imajo vse tekmovalni, preprosti v nekih stvareh, načrtujejo, in oni so tako tudi pri spolnih odnosih, tle se hitro ujamejo v teh zunanjih stvareh, hitrih, ne tako globjih, kot so odnosi. Oni rabijo dalj časa, tako kot pa mi rabimo, ne, pri spolnem odnosu tudi dalj časa, da zaupamo, da spustimo, da se počutimo varno. Tle smo si glih obratni. In tukaj je treba na obeh stranih se tega zavedati. Moški, da so na začetku malo bolj potrpežljivi, in ženske, da na začetku se zavedajo, da njihovo pričakovanja o poroki lahko odložijo za kakšne par mesecev. Ne, pa da najprej osebo spoznajo, da osebo je treba najprej spoznati, da vidimo, uskladiti, pa da se ta zaljubljenost, ki prihaja iz nas samih, ne, da se malo umiri in da mi osebo sploh realno vidimo, kakšna v resnici je ta oseba, ne samo, ko se mi zaljubimo, so naša pričakovanja od tej osebi v naši glavi zrasla. Jaz danes enega spoznam, pa mi je super, pa koliko je, ne. Zaljubimo se v nek potencial, ne pa v to, kar oseba je. Zaljubimo se v naša pričakovanja, kakšna naj bi ta oseba bila, ker nam navzven ustreza in zgleda taka, kot mi mislimo, da bi mogla biti. Ko se to umiri, takrat vidimo osebo tudi tako. Običajno nas potem ravno motijo te stvari, ki so nam bile na začetku všeč. Ja, dostikrat, ali pa kar na začetku moti, bo pol še bolj motilo, in je treba komunicirati.
izhajati iz sebe, razlagati o svojih vzorcih, razlagati o svojih željah, o pričakovanjih. Ni nič narobe, dokler ne rečemo, ti narobe delaš. Ne? Jaz si želim, jaz sem navajena, meni veliko pomeni, če ti prineseš rožo, ne pa ti si nepozoren, nikoli ne prineseš rože. Ne? To sta dve različna načina komunikacije in vsi mi, če nam nekdo pove, kaj si želi, če imamo to osebo radi, bomo z veseljem ustregli. Če pa slišimo kritiko, takrat se pa umikati začnemo. In na začetku, ko se spoznavamo, se pravi, delo se je šele začelo, se moramo začeti spoznavati, ali si sploh ustrezamo. A bojo šli naši vzorci, naši načini življenja, naša komunikacija, a bo to šlo skupaj, a imamo kakšen prostor za napredek, ali pač mogoče ne bo šlo. Ne? Časa pa ne bi trajalo to poskusno obdobje Ja. spoznavanja, preden se odločiš in rečeš, da sem pa v zvezi in zapremo se aplikacije in Jaz sem kar stroga. Jaz v trenutku, ko se z nekom pač dobiš in ti vse se začne pri nas samih. V trenutku, ko nekoga spoznaš in ti je vreden tega in te zanima in si ga želiš bolj spoznati, zapreš vse aplikacije. ampak vas ubogajo, se mi zdi, da ta čas ni ravno takšni, da Pri meni se tudi odkrito komunicira, da pač nisi edini, nisi edina, Ja, ampak, dokler se ne zavežem. ampak je moja naloga, recimo, če bi jaz se z nekom dobivala, pa rečem, si zaprl aplikacijo, pa reče, ne, nisem še, nisi edina, je moja naloga, da jaz rečem, no, ko pa boš me poklič, ali pa rečem, meni to ustreza, in čez čas, ko mi ne bo ustrezalo več, bom povedala in se takrat odločila, kaj bom. Na meni je. Komunikacija, da je jasno, so postavljena pravila in Ja, in vse te aplikacije nazaj lahko odpremo, a ne? Ampak če imamo fokus na večjih ljudeh, enostavno ne moramo biti mi sami kvalitetni. Ta oseba nas ne bo dobro spoznala. In če mi hodimo z nekom na zmenke, ki hodi na zmenke še z drugimi osebami, ima fokus na večjih osebah. Enostavno, če želimo res nekom resno in nam je všeč, pustimo to na začetku, ko se malo prijateljujemo, ampak potem, ko se odločimo, da z eno osebo bi šli, pa resno bi jo radi spoznali, si želimo dati priložnost, takrat ugasnemo, zapremo vse. Tudi če smo z nekomu dajali malo upanja, lažna pričakovanja, smo se z nekom srečevali, dobivali. Fer je, da ravnamo z osebo tako, kot si želimo, da ta oseba ravna z nami. Vi se ukvarjate tudi z dogodki za samske, s križarjenji in tako. Kaj tam počnete? Ja, letos vidim, ko zdaj že gremo 3. leto, že tradicionalno, vidim, da se že zdaj, ko gremo v septembra, prijavljajo in koliko se veselijo, ker imamo take dobre izkušnje. V bistvu ponujamo prostor za druženje. To večgeneracijsko ali? Absolutno. Aha. Ja, ni gledamo, ne parčkamo, gor imamo, češ kdo želi, so neke tiste enourni pogovori po kosilu, če ne želi, to je mini križarka, je ogromna, taka lušna luksuza, vsak dan na drugem dalmatinskem otoku, kopanje, druženje. Če želiš biti zraven, si zraven, če ne želiš biti, si sam. Izjemno se mi zdi, da ljudje grejo na nek skupni prostor, kjer imajo dovolj prostora, so kabine luksuzne, vse, da so lahko sami, da niso, bom rekla, preveč spalnic, samo skupnih spalnicah. Da ni prevelike gneče, pa da se ne moreš umakniti. Se pa absolutno vsak večer greš lahko z nekom ven. Ta nalepka Sem samski je zdaj tukaj čisti doprinos, lahko se družiš, lahko se ne, spoznaš nove ljudi. Nam ni cilj parčkati ljudi, ampak nam je cilj, da ljudje, ki so sami ali samski, imajo nek prostor, kamor lahko grejo in se imajo cel teden super in se dobro počutijo. Ja, ker pri določeni starosti je problem načrtovati dopust, če si samski, ko imajo kolegi, znanci, prijatelji, družine. Danes mladi znajo že sami hoditi na dopust tudi. Ja. Vse generacije, enim pa je to neprijetno, pa mlajšim ali pa starejšim. In jaz si želim tistim, ki želijo delati na tem, ki ne želijo biti sami, ponujam prostor za druženje. In
izjemne izkušnje, res super, prijatelji, to so v skupinah se še dobivajo, drug drugemu kaj predstavijo. Zelo pa na te delavnice kar obiskujejo pa te pogovorne urice in ogromno drug od drugega pridobijo, ko vidijo, kako je drugi in ko so sami, ko vidijo, s čim se srečujejo moški, ko moški odprto govorijo o, ne vem, strahovih, odprto govorijo o izkušnjah, da vidimo ženske, da niso vsake samo take ženske, ki smo mi, ampak da obstajajo tudi različni tipi žensk, ki prizadanejo moške, ki zgostajo moške, ki manipulirajo z njimi. A ne, in se mi zdi, da potem pa vse to, kar tam se kaj naučimo ali pa pogovarjamo, pa lahko tudi implementirajo v celem tednu, se že kar dobro spoznaš, pa tako na tak nevsiljiv način, pa še res je lepo. Koliko ljudi je to? 40 ljudi gre na to mini križarko, tako da jaz sem letos je že povpraševanje, da bi jih imeli več, sem absolutno odprta, ampak zaenkrat se pa z dušo in telesom pol predam tistemu tednu, vsem tem ljudem in sem jim na razpolago in čim večji doprinos. Povejte mi še kaj o ločitvah v času upokojitve, kajti tako nekako je veljalo, da pač se ločujejo tam neka prelomnica po prvem otroku, drugem, ko gre otrok v vrtec, veliko ločitev. Potem ti starejši pari se pa včasih niso ločevali, danes pa se to kar dogaja. Ne, srečam te zlate ločitve, Ja. pa srebrne, ne. Ja, tako kot smo govorili, življenje je postalo kvalitetnejše. Ljudje imamo možnost, da se izobražujemo, da potujemo, da se družimo. In če pride in seveda pari ostajajo skupaj velikokrat zaradi vzgoje in vse. In ko otroci odrastejo, so danes ljudje mladi, mi rečemo, danes 50, 60 biti star ni nič. In zakaj bi nekdo 20 let življenja preživel nekje, kjer se ne počuti več slišano, kjer se ne počuti spoštovano, ali so se pa mogoče samo te načini življenja in osebnosti toliko spremenile, da enostavno nista več kompatibilna, pa sta čisto prijatelja. Zakaj bi nekdo preživel zaradi neke družbene norme z nekom, če si lahko najde ali družbo ljudi, ki mu bolj pašejo, družbo ljudi, s katerimi bolj uživa, ali pa celo partnerja ali partnerko, s katero bo zdaj, ko se je on spremenil, ona spremenila, ne vem, mogoče recimo eden iz para bi potoval, drug bi pa, ki celo življenje delal, bi pa raje užival na enem vikendu na morju. Ne? Zakaj ne bi ona potovala, mogoče z nekim partnerjem, zakaj ne bi on z eno partnerko bil na morju in bil oba bila super. In To je verjetno nek idealen scenarij, v praksi si predstavljam, da en vseeno trpi ob odločitvi drugega, da gre stran, oziroma pač, ne vem, tudi otroci, ne vem, kako gledajo na to tako na forumih, ali pa meni slišimo, da je kar veliko tegob od teh zlatih, srebrnih ločitev. absolutno. To, koliko so otroci stari, pa je vedno težko, če se ti starši ločijo. No, Starejši, pa nov partner, novo dedovanje, nov člen, ki je upravičen tako, kar dramatično je videti to življenje da pridejo še današnjih kakšni otroci, upokojencev. ja, kar lahko imajo velike izzive. Daleč od tega, da jaz menim, da je vsem težko. Tistemu, ki zapusti, in tistemu, ki je zapuščen. Tudi če se dogovorita sporazumno, je to težko. Razpadla se je družina. Pa pustimo družina, zdaj sta ostala sama, recimo, da so otroci odseljeni. Razpadla se je neka celica, ki je držala 20, 30, 40 let. Normalno je, da je težko. Normalno je, da je hudo. Tudi če ostaneta prijatelja, ker sta se oddaljila pa ostala skupaj, je težko, so navade, so običaji, so vzorci. In jaz tudi tukaj svetujem, da si oseba nekaj časa vzame zase, kjer to preboli, odžaluje. Ali pa to, konec koncev lahko naredi tudi s svojim partnerjem. Kolikokrat slišim, da se razidejo, pa ločijo, pa res niso skupaj, pa se pol družijo, pa ohranijo nek lep del tiste veze, ki je še ostal, drugo pa pač po svoje grejo, urejujejo, si privoščijo. A ne? Zelo težko. In seveda za vsakega otroka, kot otrok odraste, pa ima svojo družino, tako kot se je prej starš bal za otroka, se zdaj otrok je v skrbi za starša. Seveda, da se otrok boji, a bo zdaj moj oče v redu, bo mama v redu, a je osamljen, a mu je težko. Normalno, strahovi so. In je pač treba zaupati, da če so se starši, ko so odrasli, tako odločili,
ali pa eden, da ima to pravico in jim stati ob strani in definitivno pa ne podpira, da se potem začne za enega od staršev skrbeti, kot za enega otroka. Ne, tukaj zelo opozarjam. Zakaj? Do česa lahko? Narava je narejena tako, da imamo mi otroke, se pravi, starš ima otroke in starš je dolžen za otroka skrbeti, ko ta postane polnoleten, je prav, da ga spoštuje, da ga ceni in da mu nudi oporo, podporo. Ne pa, da otroka veže nase iz napačnega vzorca, da mora pa zdaj otrok zanj skrbeti, ker je on sam pa osamljen. Se pravi, ni prav, da bi zdaj ga vozil na izlete, z njim potoval? Druženja so v redu, ko pa pride do tega, da je potreba, jaz moram skrbeti, jaz moram iti, seveda bom šla domov, mama je, zdaj se ločila, je sama, bom šla z njo na kosilo, bom pomagala, bom neko obdobje jo mogoče imela 2-3 mesece pri sebi, vsak odvisno. Noben problem nastane, ko želijo nekateri igrati vlogo žrtve leta in potem biti v breme neki mladi družini, ki je tam zato, da bo podpora in skrbela za svoje otroke, ne za svoje starše. Starši so odrasli, starši morajo sami zase poskrbeti, moramo. Torej gre za zelo podoben vzorec, kot ko starš veže otroka nase, potem se lahko zgodi, mislim, isto, samo v drugih obdobjih, že ja. In največkrat, ko zamenjajo otroci kot mlajšega otroka za to partnersko vlogo, ta otrok nikoli ne razume, da njemu za starša ni treba skrbeti. Da je prav, da je spoštljiv, da je prav, da je podporen, da je prav, da se ohranijo lepi odnosi, ni pa njegova obveznost skrbeti za starša. Starš je imel svoje otroke in mora za sebe skrbeti sam. In so pač različne načini, oblike, ne bom šla zdaj v te, vem, da je včasih težko, ampak dolgoročno, vedno je prav, da se podpira, vedno je prav, ampak dolgoročno morajo pa te meje biti jasne. Starši imajo svoje otroke, da za njih skrbijo, dokler niso odrasli, in starši skrbijo zase in otrokom so v podporo. Ne pa potem v breme, pa v izsiljevanje, pa v neko iskanje, kot otroci, iskanje nekih pozornosti pa skrbi. Kajti velikokrat se tako opazi v tem digitaliziranem svetu, ali pa ne vem, morda samo jaz zaznavam, veliko se pravi mlajših odraslih je navezanih na starše, z njimi potujejo, športajo, ne vem, so kot nek tandem tudi te mamice s svojimi sinovi, ne vem, morda samo opaži manj, ko so očetje s hčerkami, ampak ko zgleda res, kot da je njihov partner, kot ste omenila, in tudi to vizualno razkazovanje tega partnerstva je tako kar majčkeno. Se opazila, kdaj je to v naravi? Da se mama medvedka šopir z medvedkom, pa da skozi njim hodi, ali pa, ne vem, a ne? To ni naravno. Da sem jasna, nič ni narobe, da grejo starši pa mladi potovati skupaj. Super, a ne? Ampak te meje, pa ravnanje s temi otroki na način, da je ta otrok dolžen karkoli početi. Če gre otrok, ponudiš, grem na potovanje, greš z mano, super, ampak ta otrok, ali pa mladostnik, odrasel mladostnik, se na tem potovanju vede spoštljivo do vseh, se pravi spoštuje pravila kakorkoli, ni pa nič dolžen. In če se mu nekaj ne da in če nekaj noče in če nekaj ne želi, pač tega ne počne. Se pa opaža, da potem starši, ko nudijo to, želijo pa nazaj pač neko pripadnost, neko pozornost, ne, zdaj zato, ker mi ali pa neki starši pomagajo, pa nazaj, sem zate skrbel, pa sem ti dal tisto stanovanje. In potem pričakujejo. Starši dajajo brez pričakovanj svojim otrokom. In tudi starši postavljajo meje. Seveda, ko enkrat starši preveč dajajo, pa ne zmorejo več, če je dovolj, zdaj pa se ti postavi na svoje noge. Vse te meje so tukaj malo zabrisane. To hvaljenje s svojimi otroki, mame se rade pohvalimo, všeč smo, ponosne, s tem ni nič narobe, ampak ko to pride v nek del naravnega procesa, kjer vedno se lahko pohvalimo s svojimi otroki, tudi pa ima lepo družino, pa ne, ampak v del, kjer to igra vlogo kot lega mojega partnerja, če to začutimo zraven, ne, sem ponosna nate, pa mogoče
je prostor za napredek, da se to spremeni. Kako pa se kažejo recimo kot te osebe, ki so bile pač pretirano odvisne od svojih staršev, oziroma starši od njih vstopajo v neka partnerstva, ko pričakujejo verjetno enak odnos potem od partnerja, da bodo... To je res velik izziv. Ne to, da ta oseba pričakuje v partnerstvu tak odnos. Ta oseba niti ne ve, kaj se od njega pričakuje v partnerstvu od ženske, od moškega. Ta oseba se tako vede, kakor je bila vzgojena. Vede se pa, kot da ima to osebo potem ali za mamo ali pa za očeta. Če sem jaz zdaj bila, če ena oseba, pa rečva, da je punčka, pa je oče imel skozi sabo, pa ona bila njegova princeska. Pa jasno je, da govoriva o teh pretiranih zgodbah, a ne? Normalno je, da ima oče rad svojo hčerko, da ne bo zdaj narobe slišano. In potem skrbi za njo in posluša njo in sledi njej in z njo komunicira. In je žena, če obstaja tam na enem stranskem tiru, ne igra vloge pač partnerke. Je normalno, da ko bo prišla ta deklica v nek odnos, bo pričakovala očetovski vzorc, bo pričakovala, da jo bo nekdo tako ravnal. Ves čas hvalil, oboževal, kupoval darila. Pa ne samo v tem delu, tudi ves čas prikimaval, slišal, da nima nobenih meja. Ne vem, a ne, ti odnosi so različni, lahko so tudi meje, ampak ne bo znala biti v enakovrednem partnerstvu, ker sploh ne razume vloge partnerja, ker je pač njen oče bil njo dal za partnerko in jo je zamenjal na nek način in ni jasna vloga pač partnerke. In je tukaj na tem delu treba si poiskati ali pomoč, ali pa skomunicirati, pa se tega zavedati, pa potem odriniti. Ker te meje se nikoli ne zabrišejo. Ne? Nekdo skozi ali kupuje to ljubezen, ali išče pozornost, ali pričakuje neko skrb. In tem ljudem je res težko postaviti meje. Starša zavrniti, pa reči, ne danes pa ne vem, ne danes pa ne morem, ne danes ali pa Moram priti na kavo. ne morem priti, ali pa ne bom te vzel s sabo na morje, ne, mi gremo pa danes sami na izlet, ne danes pa ne bomo prišli na kosilo. To je težko, ker pride na drugi strani potem do izsiljevanja. Se pravi, takrat, kot je težko reči zavrnitev, verjetno to nek znak, da nekaj ni prav, a ne? Mislim, vedno nam je težko starše zavrniti, ampak če starši to razumejo, ali pa razumemo, smo čisto na okej poti, a ne? Še zadnje vprašanje morda, vloga partnerstva, ne, če na začetku sva dejali, da se danes v resnici ne potrebujemo več, ne gre za to, da finančno ne bi ali pa fizično ne bi preživeli drugega, kaj pol sploh je tisto, za kar iščemo, oziroma kaj je tisto, kar iščemo, ne želimo biti sami, ampak kaj je tisto, kar nas potem privlači, če nas več ne ta moškost, ki nas bo zaščitila pred grozečo naravo in vsem strašnim tem svetom, kaj je pol tisto, kar je? Iščemo nekoga, kateremu bomo iščemo nekoga, ki bo z njim življenje lepše, ki se bomo z njim smejali, ki bomo z njim se stiskali pod dekco. Iščemo to dvojino in bližino. Kljub temu se denar nam samo omogoča, da si mi neke stvari privoščimo, ki nas v resnici srečujejo. Ampak, če pogledava, najbolj nas srečujejo odnosi, ko za nazaj pogledam, kje smo kdaj bili, kaj smo počeli, se spomnim smeha, se spomnim neumnosti, norči, ne spomnim se, kakšna hotelska soba je bila, kdaj tudi. In ta dvojina nas izpolnjuje in nas osrečuje in zato si želimo nekoga, s katerim se bomo družili, smejali, potovali. Zato je fajn, da najprej vsak odnos začnemo pri sebi, da sebe dobro spoznamo. Jaz pogrešam, da ljudje premalo poznajo sebe. Kaj v resnici same želijo, kaj bojo sprejeli in česa ne bojo sprejeli in temu sledijo. In potem, ko pride oseba, to komunicirajo in v bistvu s tem so veliko bolj zadovoljni, se spoštujejo, se cenijo, si zaupajo. Da sem reč to tako čisto razmišljala, ampak ko se zaljubimo, ko je ta neka privlačnost, to ni ravno racionalno, velikokrat se morda zgodi, da nam je nekdo blazno všeč, nas privlači, ampak tam ni skupnih interesov, smo si zelo različni. Zavestno se je treba odločiti, kaj bomo skompenzirali.
Zdaj, če nam je neka oseba zelo močno všeč, pa nas seksualno zelo privlači, rečemo, ok, ta del mi je toliko pomemben, da bom tukaj skompenzirala to, da nimava skupnih hobijev. Ampak naš odnos moramo postaviti kot mizo na 4 noge. Se pravi, če so moje 4 vrednote, brez katerih bo moj odnos padel, intima, komunikacija, skupni hobiji, potem, če nimava skupnih hobijev, jaz na začetku vem, da meni to ne bo. Se pravi, 4 stvari je potrebno določiti in se tega držati. In Pa vsaj do 6. No. takole pride Vsaj ta do zmenek 6. in Ne, pokljukati. prosim, ne. Fajn je, da vemo, kaj si želimo in česa ne. Naj te naše kljukce vrednote ne bojo predolge. In če jaz na začetku vem, da meni največ pomeni, da ima partner čas zame, moj partner pa ogromno dela, potem bom jaz to res težko skompenzirala, ker bom prazna. Če pa meni vseeno, če se midva vidiva enkrat na teden, ampak je takrat pa super, pa takrat on, ne vem, meni prinese darilo ali pa ogromno komunicira, pa potem pa bom tukaj skompenzirala. In sebe moraš poznati, da veš, kje boš že na začetku. Moraš vedeti, da če nekdo res nima časa in da če tebe pa to pomembno, da mogoče nima smisla. Ampak to se mi zdi se rado zgodi, da ravno to, kar nam je pomembno, da neka oseba vsema se zaljubimo in potem nas pač... Ja, življenje nas sili, da rastemo. In verjetno v tem, da recimo jaz, če bom sebe dala, jaz si želim, da ima moj partner več časa zame, kot ga on ima. Jaz v resnici moram imeti pogled, zakaj jaz toliko tega časa rabim, zakaj v resnici nisem dovolj samozadostna več, kot sem. A ne, tam, kjer življenje nas sili, da rastemo, če nam ena oseba nosi za nas premalo daril, moramo pogledati, zakaj nam to v resnici toliko pomeni. In tako pol na koncu, da ko smo v bistvu sami s sabo res okej. Malo sebe spremeniš, Ja. malo se drugi... Ja, takrat, ko meni oseba reče, jaz sem okej, pač ne želim si ostati sam, ampak jaz sem okej, meni je življenje lepo. Če bom sama, bom pa sama, če bom sama, pa sam. Takrat vem, da je pripravljeno vezo. Takrat da je zato, ker bo v tej vezi brez pričakovanj, nekdo me bo osrečil. Sami s sabo moramo biti okej, se spraševati, kaj bomo dali v odnos, ne kaj bomo dobili. Zdaj pa res zadnje vprašanje, sem se spomnila tudi se pravi, včasih verjetno nerealna pričakovanja, da si želiš, ne vem, da je moški ambiciozen, da je voditelj, po drugi strani si pa želiš, da ima čas zase. To dvoje običajno ne gre skupaj. Te naše pričakovanja glede tega, kaj naj bi kdo počel, prihajajo iz družbenih norm, iz romantičnih filmov, iz serij in nam delajo res grozno krivico. V resnici si mi želimo osebo, s katero bomo kompatibilni, ki nas bo spravljala v smeh, ki nas bo, kjer se bomo lahko nekaj pogovarjali, reševali težave, ker bomo skupaj z istimi vzorci imeli neke skupne hobije. In ali naj bo nekdo poslovno uspešen ali ne, se meni zdi pomembno v tem delu, da je nekdo, če sem jaz aktivna, ambiciozna, da si želim veliko stvari spoznati, da je tudi on taka oseba. Če sem pa jaz oseba, ki sem raje doma pa bere knjige, potem je posebno, če ta oseba ni preveč ambiciozna. In zdaj družbene norme, pričakovanja družbenih norm prenašamo nase in si želim, da jih ne bi. Dajmo sebe poslušati in dajmo ne ljudi poslušati, kakšno ima pa službo, kaj pa dela. Dajmo sebe poslušati, dajmo biti sebi zvesti in videti, kaj nas v tistem odnosu bo osrečilo, kako bomo mi kompatibilni s to osebo, ne pa kakšna ima ona družbeno sprejemljivo službo ali pa višino. Verjetno tudi lažje funkcionira par, ki je en ambiciozen, drugi pa malo manj, si predstavljam, ker... Mislim, absolutno. Ali ni pravil tukaj? Ni pravila, ne. Zdaj, če je Cook v preteklosti... Tako reče stereotipno, nek direktor, neko tajnico, pa neko... Ja, ampak koliko časa to... V službi smo mi resnično, pustimo vse težave doma in pridemo v službo. Tam malo pojamramo, a ne, in v službi se zato zelo hitro zgodijo neke afere, zato ker so na prvo žogo, smo mi takrat v svoji najboljši verziji sebe. Ko grejo pa te afere, če kadarkoli grejo v resnično življenje, so pa isti izzivi, ki so bili pač prej v prejšnjih partnerstvih. Enostavno ta pričakovanja prihajajo spet iz naših želja in je fajn, da realno pogledamo, kaj si mi želimo in potem ta pričakovanja prilagodimo svojim željam.
Najlepša hvala, zaključujem. Hvala, ker ste nas obiskali. Prijetno poslušanje in nasvidenje prihodnjič.